Tako da začel bom na koncu, ne sicer čist na koncu, tako da če boste kupili knjigo in jo brali, ne boste prav dosti vedeli, zakaj gre. A me slišite tudi odzadaj? Mi ni treba mikrofona imeti. Super, če me ne boste, pa povejte, pa bom uporabljal mikrofon. Audi je plesal po cesti. Sprva kakor eleganten valček, potem kakor divji twist. Nazadnje kakor oboževalci na koncertu težkometalne glasbene skupine. Avto je začelo odnašati z ceste, dokler ni zadel v ograjo, ki ga je zavrtela in odnesla na drugo stran. Najprej v skalnato steno in nato v zrak. Preobrnil se je in udaril nazaj v cesto. In še enkrat, potem je obstal na strehi. Nekaj sekund tišine. Če bi bil kdo v neposredni bližini, bi lahko razločno slišal žuborenje goriva, ki se je izlivalo po cesti. Trenutek zatem bi zagledal droben plamenček v motorju. Bled, oranžno-moder plamen, ki si utira pot po cesti navzdol. Od motorja proti zadnjemu delu avtomobila. Sila eksplozije ni bila močna, nič takšnega kot v filmih. Prej piš kakor orkan. Toda udar je razpršil gorivo v zraku, da je v celoti objelo vozilo. Potem se je vžgalo, tokrat siloviteje. Vozilo so v trenutku in v celoti zajeli plameni. Črn avto z zatemnjenimi stekli se je premaknil in speljal. Njegov voznik se je previdno umaknil razbitinam in upočasnil ob gorečem vozilu. V njem je s sedeža visela negibna postava. Skozi silovite plamene je bilo težko videti kaj več. Le da ni bilo treba videti, da bi poznal usodo voznika na sedežu. Črn avto z romunsko registracijo je odpeljal naprej. Za voznikom in sopotnikom je ostal le šasi, potem oddaljeno migljanje. Slednjič je ugasnilo tudi to, kakor življenje voznika v belem Audiju. Malo preden sta zavila na avtocesto, jo je prehitelo temno vozilo s toniranimi stekli in z romunsko registracijo. Toda niti Zoran, niti Martina nista bila pozorna nanj. Zoran si je na vse kriplje prizadeval, da bi iz Martine izvlekel podatke o tem, kaj namerava. Toda nobena tehnika zasliševanja, ne prijaznost, ne ljubeznivost in še manj jeza ali grožnje niso zalegle. Martina je molčala in uživala v vožnji. V mislih je skrbno zlagala koščke sestavljenke v celoto. Slednjič se je obrnila k njemu. Se spomniš, kaj sem ti rekla na Hvaru? Ti opravi svoj del, jaz bom svojega. Hitro se je izmaknila dlani, ki jo je več kot očitno želela stisniti za stegno. Obrnila se je k Zoranu. Hej, a zdaj bomo pa ženske pretepali, a vas tako učijo v policijski šoli? Zoran je poskusil še enkrat. Daj no, povej, kaj nameravaš. Kako naj te varujem, če ne vem, kam greva? Prijela ga je za roko. S kazalcem je počasi drsela po njegovih lepo oblikovanih prstih. Potem je svoje prepletla z njegovimi. Ne še, jutri bo dolg dan. Kar pa zadeva to, kam greva, jaz grem v hotel, domov najbrž ne morem. Zoran je odkimal. No, potem je odložil radiosonov. Ni vedela, zakaj ravno radioson. Padel je na misel, ker je bil všeč. Velikokrat je šla tja na kavo. Melanholično vzdušje po ustvarjenega socialističnega obdobja jo je pomirjalo. In postrežba je bila odlična. Ampak prej se morava še nekje ustaviti. Ko mu je povedala, je zapihal od jeze. Toda Martina ga je samo pobožala po licu in se nasmehnila. Če misliš biti ves čas takole ljubosumen, ne bom več tako prijazna s tabo. Neverjetna ženska si, Martina Planič. Seveda, to si šele zdaj ugotovil. Zdaj me pa pusti spati. Trenutek zatem je že zdrsnila v sanje. Nežne, prijetne sanje. V njih se je pozneje pojavil tudi Zoran in to jo je silno vznemirilo.